kako je mali dom z barvami znova oživel. Dobrodošel in dobrodošla v Pozitivnih pravljicah, prostoru, kjer zgodbe nežno božajo srce, prebudijo domišljijo in v vsak dan prinesijo nekaj svetlobe. Udobno se namesti, zapri oči, globoko vdihni in dovoli, da te nocojšnja pravljica popelje v svet prijaznosti in malih čudežev. Na sončni jasi stoji podeželska hiša. Obdajajo tišina, oglašanje čričkov in vonj po travniških cvetlicah. Okoli hiše stoji ograja, ki že dolgo varuje ta mirni kotiček. Na enem izmed stebrov počiva majhen ptičji domek. Zdaj sameva, prazen, tih, brez veselega ptičjega petja. Pred mnogimi leti je bil ta leseni domek nov, sijoč in poln naravnega čara. V njem je našla svoj prvi dom mlada ptičja družinica. Prijazni lastnik hiše si je želel ptičjega petja, zato je takrat naredil novo, lepo pravljično hiško. Na ta način je k sebi privabil ptičke. Najprej sta bila dva, samček in samička, malo pozneje pa je nastala nova družina. Ob pogledu na ptičji raj mu je vsakič zaigralo srce. V zahvalo za njihov dom so mu vsak dan pripovedovali dogodivščine in peli prelepe melodije. Občudoval je njihovo lepoto. Ptički so bili manjši od dlani, njihove glavice so bile temne kot nežne sence, lička bela kot mehki oblački, njihova prsa pa so žarela, kot bi jih božalo toplo rumeno sonce. Iskali so si hrano, nabirali steljo, mladički pa so se učili leteti. Mnogo let so živeli v svojem domu. Počutili so se kot v raju. Z leti je hiška zbledela. Lak je odstopil, nastale so razpoke in tako ni bila več lepa in primerna za življenje. Ker mož hiške ni več let obnavljal, so se ptički odselili. Zjutraj se je mož prebudil v globoko tišino. Najprej je pomislil, da ptički še spijo, zato je ostal pri miru in poslušal. Sonce na nebu je postajalo vse svetlejše, a njihovega petja še vedno ni bilo slišati. Počasi je vstal in se odpravil do njihovega domeka. Previdno je odprl vratca in obstal. Pred njim je bila samo praznina. Ptičkov ni bilo več. Sedel je na leseno klop in čakal. Ure so minevale. Ko se je nebo začelo barvati v večerne odtenke, je spoznal, da so njegovi mali prijatelji odleteli. Močno jih je pogrešal. Spominjal se je njihovega nebeškega plesa, jutranjih melodij in drobnih zgodbic, ki so mu vsak dan polepšale življenje. Ob njihovih igrivih vragolijah se je vedno smejal,
Kaj pa zdaj? Se je tiho vprašal. Žena ga je slišala in se mu nežno nasmehnila. Si vprašal mene? Ga je igrivo pogledala. Niti ne, je tiho odgovoril mož. Žena je sedla poleg njega in mirno rekla: Poglej najin dom. Vsak dan se trudiva, da je lep, čist in prijeten. Zato sva tako rada doma. Nato je pogledala proti ptičjemu domiku in dodala: Tudi ptički so del te družine. Tudi oni si zaslužijo varen, lep in topel dom. Mož je nekaj trenutkov molčal, nato pa iskreno priznal: Mislil sem, da je bilo dovolj dobro, a očitno so moji mali prijatelji čutili drugače. Naslednje jutro si je gospodar od blizu ogledal ptičji domek. Takrat mu je postalo jasno. Končno je razumel, zakaj so njegovi mali prijatelji odleteli. Njihovo leseno zavetje ni bilo več dovolj varno za življenje. Odločil se je, da mu povrne življenje. Kupil je lepilo, čopiče in naravne barve, prijazne do živali. Najprej je skrbno zatesnil razpoke in utrdil vratca. Ker je bila streha najbližje nebu, jo je odev v živahno modrino. S čopičem je plesal sem ter tja, kot bi sam ustvarjal majhen čudež. Stene doma je pobarval z nežno belo barvo, da so se skoraj zlile z oblaki. Vratca je osvežil z modrim odtenkom, nad njimi pa je leseno srce pobarval z barvo ljubezni. Na koncu je vse zaščitil s sijočim prozornim slojem. Ko je stopil korak nazaj, je vedel, da se je potrudil z vsem srcem za svoje male prijatelje. Ptičji domek je postavil nazaj na njegovo mesto in z zadovoljstvom v srcu tisti večer mirno zaspal. Naslednje jutro, ko se je počasi prebudil, je zaslišal znano veselo melodijo. Nekaj trenutkov je samo poslušal. Skoraj ni mogel verjeti svojim ušesom. Kakšno prečudovito presenečenje, je veselo vzkliknil. Hitro je pokukal skozi okno in na sveže pobarvanem domeku zagledal svojo ptičjo družinico. Ponosno so si ogledovali svoj prenovljeni dom. Mož je odhitel ven. Doma ste, je ganjeno zašepetal. Žena se je nasmehnila in tiho rekla: Vidiš, da sem imela prav. V zahvalo so ptički čivkali nove zgodbice, peli vesele pesmice in visoko na nebu zaplesali v obliki srca. Možu so se od sreče zasolzile oči. Globoko je vdihnil in v sebi začutil mir. Takrat je spoznal, kako malo je včasih potrebno, da nekomu polepšaš življenje. Kako bi pa ti nekomu z barvami polepšal ali polepšala življenje? Kaj bi z veseljem naredil ali naredila za nekoga nekaj barvitega? Kaj znaš narediti najbolje in s tem usrečiti druge? Naj se ti najboljša ideja v sanjah ponudi in jutri čez dan
tvoja ustvarjalnost zaživi. Hvala, ker si nocoj odprl in odprla svoje srce in bil del pozitivnih pravljic. Če ti je zgodba pričarala nasmeh, mir ali lepo misel, jo deli naprej. Morda ravno danes nekdo potrebuje malo več topline, barv in tvoje ustvarjalnosti. Se vidimo v naslednji pravljici. Mirno noč in naj tvoje sanje zasijejo v najlepših barvah. Lahko noč.